središču Washingtona DC stoji ena najbolj varovanih stavb na svetu, Bela hiša. Toda kako stroga je v resnici njena varnost? Od skrivnih bunkerjev pod zemljo, ostrostrelcev na strehi, naprednih nadzornih sistemov do obrambnih ukrepov, za katere večina sploh ne ve, raziščimo varnostne ukrepe, ki se uporabljajo za zaščito doma predsednika Združenih držav. Preden začnemo z razpravo, bi te rad prosil za eno stvar. Všečkaj in naroči se na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Infrardeči senzorji. Zjutraj se zdi, da so okoli Bele hiše vidna le drevesa. Toda ko pade noč, se v ozadju dogajajo povsem druge zgodbe. Prizori, ki jih javnost ne vidi. Poleg kamer in oklepljenih varnostnikov uporablja varnostno omrežje Bele hiše različne napredne senzorje. Ti so zasnovani tako, da zaznajo kakršnokoli sumljivo gibanje znotraj in okoli kompleksa. Namen tega je, da se vsaka možna grožnja zlahka zazna, še preden se približa sami stavbi. Po poročilih o varnosti Bele hiše in tajne službe Združenih držav je del njene obrambe uporaba tehnologij, ki lahko spremljajo velika območja kadarkoli. Zaradi tega ni dovolj, da se preprosto skriješ v temi ali za rastlinami, da bi se izognil nadzoru varnostnih naprav. Celotno območje je zaščiteno s povezanimi senzorji, nadzornimi napravami in opozorilnimi sistemi, ki neprestano bdijo. Ko je zaznano nenavadno gibanje, so varnostne osebe lahko opozorjeni v samo nekaj sekundah. Čeprav se sliši smešno, niso vsi alarmi povzročeni zaradi ljudi. Včasih so vzrok za nenadno opozorilo varnostnega osebja ptice, veverice ali druge majhne živali. Vendar je zanje bolje biti previden pri vsakem signalu, kot pa prezreti morebitno nevarnost. Zaradi kombinacije ljudi in sodobne tehnologije ostaja Bela hiša ena najbolj varovanih stavb na svetu. Rakete, zemlja, zrak. Ne varujejo le ta okoli Bele hiše, ampak tudi nebo nad njo spada pod eno najstrožjih varnostnih območij v Združenih državah Amerike. Zaradi pomembnosti Bele hiše kot doma in uradne rezidence predsednika Amerike, varnostne službe strogo nadzorujejo zračni prostor okoli Washingtona DC. Piloti morajo upoštevati posebne predpise in določene poti, da se izognejo vstopu v omejeni zračni prostor. Če katerokoli zračno plovilo krši ta pravila, ga radar in drugi nadzorni sistemi takoj zaznajo. Običajno poskušajo zračni kontrolorji in varnostne službe vzpostaviti stik z njim, da bi ugotovili situacijo. Če pilot ne odgovori ali še naprej leti proti prepovedanemu območju, lahko vojska sprejme resnejše ukrepe. V preteklosti so Združene države večkrat poslale lovce, da prestrežejo in pospremijo letala, ki so po nesreči ali namenoma vstopila v omejeni zračni prostor. Vlada ne razkriva natančnih podrobnosti vseh obrambnih ukrepov okoli Bele hiše. Kljub temu so uradniki potrdili, da so pripravljene zračne obrambne zmogljivosti. V regiji za zaščito prestolnice pred grožnjami iz zraka. Preprosto povedano, še preden se potencialna grožnja približa Beli hiši, obstaja velika verjetnost, da so jo že zaznali senzorji, radarji in obrambno omrežje, ki varujejo zračno obrambo. Tehnologija proti dronom. V začetku leta 2015 so bili organi oblasti presenečeni, ko je majhen dron strmoglavil prav znotraj Bele hiše. V temi predzoro so agenti tajne službe prečesavali območje Bele hiše, potem ko je ta dron ob 3 uri zjutraj trčil v drevo na južni zelenici. Po poročilih ameriških oblasti ga med letom v zračnem prostoru niso takoj zaznali. To je povzročilo velik varnostni preplah. Čeprav se je izkazalo, da lastnik drona ni terorist ali kriminalec, je bil incident pomembno opozorilo. To je pokazalo, da čeprav je nadzor nad letali in helikopterji strog, obstaja nova vrsta grožnje, na katero se moramo pripraviti. Od takrat so se močno izboljšale protidronske zmogljivosti Bele hiše in drugih občutljivih vladnih objektov. Varnostne agencije zdaj uporabljajo naprednejše radarje, detektorje radijskih frekvenc in drugo tehnologijo, ki hitro zazna drone, še preden se približajo omejenemu zračnemu prostoru. Obstajajo tudi posebne enote, ki so osredotočene na spremljanje brezpilotnih letalnikov. V času, ko lahko majhen dron nosi kamero, nadzorno opremo ali drugo opremo, je to postalo pomemben del sodobne varnosti Bele hiše.
vozila ovire okoli Bele hiše lahko opazite različne jeklene in betonske ovire, ki so postavljene na glavnih vhodih in cestah. Čeprav se zdijo kot običajen del zasnove kraja, so ena najpomembnejših obrambnih sredstev kompleksa. Te ovire so narejene zato, da preprečijo vozilom, ki bi jih lahko uporabili za napade. Pri visoki hitrosti je lahko celo navaden avto ali tovornjak nevarno orožje. Zaradi tega je bilo postavljenih veliko kontrolnih točk in zaščitnih ovir, da nobeno vozilo ne bi moglo kar tako priti blizu same stavbe. Skozi leta so še dodatno zaostrili varnost okoli Bele hiše. Razširili so območja z omejenim dostopom za vozila in celo za pešce, da bi povečali razdaljo med javnostjo in glavno stavbo. Morda niso tako opazni kot raketni sistemi ali visokotehnološki senzori, vendar vsak dan služijo kot tiha obramba pred eno najpogostejših vrst varnostnih groženj. Preizkuševalci hrane. Po poročilih o predsedniških varnostnih protokolih gre hrana, ki jo postrežejo predsedniku Združenih držav, skozi strogo preverjanje. Od pridobivanja sestavin do priprave hrane je veliko postopkov namenjenih zmanjšanju tveganja za kontaminacijo ali sabotažo. Strogo se preverjajo tudi osebe, ki imajo dostop do predsedniške kuhinje. Kuhardži in drugo osebje, ki pripravljajo hrano, morajo opraviti temeljito preverjanje preteklosti in pridobiti varnostna dovoljenja, preden jim je dovoljeno delati v Beli hiši. Čeprav obstaja veliko mnenj o uporabi preizkuševalcev hrane pri predsednikih, vlada objavlja le malo uradnih informacij o natančnih postopkih, ki jih uporabljajo. Jasno je le to, da je varnost hrane ena najvišjih prioritet predsedniškega varovanja. Na kraju, kjer je pomembna vsaka podrobnost. Tudi preprost obrok velja za del širšega sistema zaščite, ki obdaja najmočnejši urad v Ameriki. Postopek pregleda. V skladu s pravili Urada za obiskovalce Bele hiše in tajne službe Združenih držav morajo tisti, ki želijo obiskati, oddati zahtevo nekaj tednov pred načrtovanim ogledom. Zgodnja registracija omogoča dovolj časa za potrebno varnostno preverjanje. Preden je obisk odobren, oblasti preverijo podatke obiskovalcev, da zagotovijo, da jih je varno spustiti v eno najpomembnejših stavb v državi. Zato je postopek strožji v primerjavi z običajnimi turističnimi znamenitostmi. Tudi če je obisk odobren, to še ne pomeni, da je celotna Bela hiša odprta za ogled javnosti. Obiskovalci lahko obiščejo le omejena območja, medtem ko je velik del stavbe še vedno zaprt. Zaradi varnostnih razlogov in delovanja vlade obstaja tudi strog seznam prepovedanih predmetov, ki jih ni dovoljeno prinesti v notranjost. Sem spadajo orožje, nevarna oprema in drugi predmeti, ki bi lahko predstavljali nevarnost za obiskovalce in vladne uradnike. Za večino turistov je to preprost, voden ogled. Toda za vsakim obiskom stoji obsežen postopek preverjanja in usklajevanja, katerega cilj je zagotoviti, da Bela hiša ostane varna, medtem ko ostaja odprta za javnost. Neprebojna okna. Bela hiša ima več kot 100 oken, od katerih je veliko del pisarn in zasebnih prostorov, ki jih predsednik in njegovo osebje uporabljajo vsak dan. Zaradi tega je že dolgo skrb varnostnih načrtovalcev, kako zaščititi stavbo pred morebitnimi napadi od zunaj. Skozi desetletja so različne dele Bele hiše postopoma opremili z močnejšim na balistične izstrelke odpornim steklom. Ta posebna stekla so zasnovana tako, da zmanjšajo ali preprečijo škodo, ki jo povzročijo naboji in drugi močni udarci. Pomen teh zaščit je postal jasen po več incidentih, ko je bila Bela hiša obstreljevana z velike razdalje. Kljub tem dogodkom so visoke varnostne značilnosti stavbe dokazale, da lahko nudijo pomembno zaščito, hkrati pa še vedno omogočajo naravno svetlobo v notranjost Bele hiše. Z drugimi besedami, ta okna niso namenjena le razgledu. So tudi tih, a pomemben del obrambe stavbe. Varnostni psi. Že več desetletij se ameriška tajna služba zanaša tudi na posebej izurjene pse, ki pomagajo varovati eno najpomembnejših stavb v državi. Večina teh psov je iz pasem, ki so znane po svoji hitrosti, ostrini sluha in sposobnosti uboganja. Ob zapletenih ukazih gredo skozi intenzivno usposabljanje skupaj s svojimi vodniki.
preden jim je dovoljeno sodelovati v dejanskih operacijah. Njihova naloga ni le loviti morebitne vsiljivce, Uporabljajo jih tudi za iskanje sumljivih oseb, preiskovanje območij z varnostnimi težavami in pomoč pri hitrem odzivanju na nujne primere. Večkrat so čuvajski psi že dokazali svojo vrednost. Ko je nekdo poskušal prebiti varnostni obod Bele hiše, ob obodu Bele hiše so običajno med prvimi, ki se odzovejo, medtem ko so človeške varnostne ekipe še na poti. Čeprav so prijazni do svojih vodnikov, je povsem drugače, ko pride do dejanske grožnje. Zaradi kombinacije njihove hitrosti, moči in usposabljanja ostajajo eden najučinkovitejših delov varnostnega sistema Bele hiše. Strešna varnost, poseben del zaščite Bele hiše, so posebej usposobljene protisnajperske ekipe tajne službe Združenih držav Amerike. Njihova naloga je nadzorovati okolico kompleksa in hitro prepoznati morebitne grožnje, še preden se približajo predsedniku ali stavbi. Včasih jih lahko javnost opazi na strehi Bele hiše in na drugih strateških položajih okoli kompleksa. Čeprav jih včasih opazimo, je velik del njihovega dela opazovanje, ne da bi bili opaženi. Večina članov teh enot je opravila zahtevno usposabljanje. Urili so se v streljanju, nadzoru in odzivanju v nujnih primerih. Prav tako redno izvajajo usposabljanja, da zagotovijo svojo pripravljenost na različne situacije, od manjših varnostnih incidentov do resnih groženj. Na kraju, kjer je vsaka sekunda pomembna, osebje na strehi služi kot dodatno varovanje, ki je vedno pozorno na okolico Bele hiše. Tajna služba. Ustanovljena leta 1865. Ta enota je glavno odgovorna za zaščito predsednika, podpredsednika, njihovih družin in drugih pomembnih vladnih uradnikov. Toda njihovo delo je več kot tisto, kar vidimo na televiziji. Preden predsednik obišče kakšen dogodek, tajna služba običajno pride prva, da pregleda lokacijo, preuči morebitne nevarnosti in pripravi načrte za izredne razmere za primer nepredvidenih dogodkov. Ko je predsednik v Beli hiši, so agenti nameščeni na različnih delih posestva. Nekateri so vidni javnosti, vendar jih veliko dela tudi v ozadju kot del obsežnega varnostnega omrežja. Nenehno se tudi urijo za različne nujne primere. Od varnostnih vdorov do velikih nacionalnih kriz je njihov cilj zagotoviti, da so vedno pripravljeni ukrepati. Ko predsednik potuje, priprave vključujejo tudi medicinske ekipe, nujno opremo in usklajevanje z lokalnimi oblastmi. Vsaka podrobnost je skrbno načrtovana, da se zmanjša kakršnokoli tveganje. Na koncu je lahko Bela hiša zaščitena z najsodobnejšo tehnologijo in trdnimi obrambnimi sistemi. Vendar pa najpomembnejša sestavina njene varnosti ostajajo tisoči moških in žensk, ki dan in noč delajo, da varujejo najvplivnejši urad v Združenih državah. In največja obramba Bele hiše niso le tehnologija ali orožje, temveč tudi nenehna pripravljenost na grožnje, ki se lahko pojavijo kadarkoli. Ker ima ena stavba tako pomembno vlogo v zgodovini in politiki sveta, varnost nikoli ni končana. In morda je to razlog, zakaj Bela hiša ostaja ena najbolj varovanih stavb na svetu.